moji fani ali pa tisti, ki me redno poslušate, gledate, spremljate. Mogoče te hodite k meni na konzultacije. Zakaj ne snemam več? Ja, malo pavze sem si vzel, oziroma ne vidim tudi smisla, zakaj bi snimal te videe, ker tam za 300, 400, 500 ljudi pa res nima smisla, da se mučim. Ker jaz, kadar posnamem video, si ne pumpam ego, ne? Tako kot drugi. Pa tam gledam razne te kmečke bunke, influencerke ali pa pritegnjenci imajo po, ne vem, 10,000 obiskov, pa 500 delitev, pa 1000 delitev raznih šarlatanskih videov na temo COVID krize. Tudi bloge se mi ne da več pisati, ne. Sem tam za 100, 200, 300 klikov, ne bom zdaj pisal nek tekst, ki ga 3-4 ure pišem, ne. Nazadnje sem pisal o tesnobi, v povezavi s hipnozo, si vzel v 3 delih preko 6-7 ur časa, da sem spodoben tekst napisal v 3 delih, ne. Potem pa to 300 ljudi prebere. Ne da se mi več, ne. Ampak vendarle se čutim dolžnega, da tej družbi pomagam. Zbiram neko energijo, na silo se nekaj grem, ker se moram malo pripraviti. Si naredim neke iztočnice, kaj bi rad povedal, ne. Danes mi toliko stvari prizadelo, ali pa v teh dneh, ne. Že zadnjič sem kupil tole Ona plus, ker je tule Gorazd v Mrevlje, dober psihiater, v penziji že. Pred 20 leti je kupil mojo knjigo Šport skozi psihoanalizo na nekem psihiatričnem kongresu, Bergantovi dnevi. Venda, ne? In kupim zaradi njega, danes sem pa to šel brati. Vsak dan moram pa reči, ker to me pa zanima, sociologija norosti, ne? Vsak dan pa prečekiram, ko bi rekel, videe, okej, ta srbska klientela norcev me izredno zanima, ne. Na čelu s psihiatrinjo oziroma z neko poznavalko, Milo Alečkovič, nekoč tudi Nikolič, ta je pa tako skrenila, tako si je zasukl, da je tudi na Twitterju skozi špikam, ne. Bab se je zmešal, ne. Pa pametna, poznavalka. Jaz sem ji 15 let nazaj nasedel, ne, ker je imela takrat neko geopolitiko, do katere jaz nisem znal biti še kritičen. Pa jaz vidim, da se baba že takrat zmišljevala. Nasedla vsem tem teorijam zarote o neki globalni državi, ki kontrolira pa tako naprej. Zdaj se je pa popolnoma utrgala, ne. Odkar so ji tolo posvojeno deklico iz Kosova vzeli, in to centri za socialno delo so pod Vučićem pa Ano Brnabić, ne, in zdaj to Vučiću vrača z obrestmi vred, ne, neke negativne tele. Vsak dan je aktivna, to brez moralne razsodnosti, agresivna tipka z velikimi tiskanimi črkami na Twitterju, njej tudi malo repliciram. Potem tale Šorli, mislim, Srečko Šorli, tega ene 3-4 leta spremljam, ker to je pacient na kvadrat. To se jaz ne morem načuditi, kako lahko nek, bi rekel, poprečen, vendar bi lahko mu rekel celo intelektualec, nek fizik, baje se nekje profilira kot fizik, neka biaktivna fizika, tam meglo reže na področju vesolja, to je delal par let nazaj, in potem sem te fizike malo spremljal, kako so ga degradirali, ne, kako je s tem blefom poskušal uspeti v tujini, nekaj megle prodal, tujina ga je malo probala kupiti, potem so pa naši preverili, ne, vse skupaj ni nič. Pa neumnosti govori na kvadrat, zdaj pa zapopadel to COVID krizo, to vsak dan 3 video posname, 4. Pa zdaj ustanavlja fronto narodne rešitve. On bi bil predsednik države, ne. To je histrionični narcis, ki ne ve, kaj bi sam s sabo. Tam je pa nek kmet, tam
tako pa vem, kje, s tem z nekimi osli se ukvarja, ker se skozi neki osli oglašajo, kot to video snema. Glava ima razmršena, kot mu petardo noter zabrisu. No, ali pa tale kmečka bunka te druga, ko je Anica Bidar, tu Andrej Šiško desna roka, posta se pa skregala, tako babo je lažji nos, ko prenašati. Sam zdaj imam v svojem kamermanu možu neko zaslombo, ne, ker skrb govorita. Vsakega neke svečke prežiga tam pri Preširnu. Pa nekaj sklicuje neke proteste, snema videe. Ko hoče to deliti, se sploh ne da deliti. Ne. Pa Troha, ne, ki dežura tam pri RTV. Zdaj bo začel stavkati spet, ne, tako pred leti. Pa se bo samo ograbil, koliko se je pred leti. Ne. Pa ima pa tam neke oprode, ne, se pravi, ki so z njimi v transfernem odnosu. Saša, ali ko je Aleksandra Petek. Mislim, to, da če mi narežali, grem njo poslušati. Pa sem pa zadnjič delil, v smislu, pogledajte, zdaj to zdravo kmečko dekle, v naših krajih se reče kmečka bunka. Delim tist, mislim, tej ženski mora en pomagati, en, ki jo ima rad, ne. Ker ona je menda svoje otroke prepovedala v šolo, ker to pa nadaljavo Zoom ne bo, maske ne bojo nosili in otroci menda ponavljajo. Kelnerca neka. Tožila me bo, je rekla, zdaj pa tožila. To je pa taktika Trohe, ne. To v transferjem z verskim voditeljem in potem verski voditelj pove, kaj treba žlobudrati v javnosti in pa to žlobudrajo, pa naredi skup, pa se primejo za roke, pa tam molijo ali vpijo, pa pride še kak tam z zaprtega oddelka dobi izhod, recimo, ko je že tale, Egidi Kozjek. Ta je fejst vpet v šizofrenijo, to ima orenk motnjo, ne, ta je tam govorec pri Trohi. Pa kako so pa neka Santa Esmeralda, ali ko je že, Esmeralda Vidmar. Če se ne spomnim svoj čas, se zanimal tudi za res, recimo, vem, da je bila tam članica za resa. Golobič, kje to najdu? Santa Esmeralda, mislim, Esmeralda Vidmar. Ali pa tale FDV-jevka, komunikologinja, ko je že mir, ljubezen, zdravje, kule 10krat naredi, Damjana Bakarič. Tej se tudi odpeljali, ne? Ranjene duše. Pa še marsikakšnemu intelektualcu, ne? Ta Srečko Šorli je nek zbornik izdal. Andraž Teršek, mislim, kako si ti pristal, da med temi pacienti not v zborniku. Zdaj tudi moj kolega Milan Hosta. Difoc, športni filozof, dihanje, astma, maske. Vse so še hujši pacienti, pa više rangirani na teh intelektualnih lestvicah, ne? Tomaž Mastnak. Kako kolumno je ta napisal za Dnevnik? To so to ranjene duše in nihče se s temi pacienti, tako rekoč, pod narekovaji jim rečem pacienti, ker to niso bolan, imajo pa neko motnjo v percepciji stvarnosti. Mainstream mediji, namesto da bi se dostojno borili pri obelodanjanju nekih ozadij, zakaj te ljudje tako razmišljajo, zakaj so tudi nekateri zdravniki kot disidenti medicinske stroke proti cepljenju, ali pa zanikajo virus sam, ali pa pravijo, da je to navadna gripa, pa da je to potaknjen, neki zobozdravniki tam in tudi, ko je že, vse ni važno, tudi neko versko sekto se gre. Internist, Dobnikar, Uroš Dobnikar, neko ženo klaviaturistko, namesto da po študiju šel tam v zdravstvo, je šel 2 leti okrog sveta. To, če ga 2 leti tavaš okrog sveta, pa se moraš zamisliti, kaj zdaj tam iščeš po svetu. Skratka, mainstream mediji so popolnoma zatajili. RTV, ker hoče spotikati vlado, se popolnoma nič ne znajde. Nesposobna ekipa, to nobene intelektualne oddaje ni več. Kak Studio City, to ni vse skup nič. Marcel se naj gre v striž prvi. Tednik, vse imajo probajo. Tu pa tam je kak prispevek dober.
Jelena Aščič. Ampak s teorijo zarote, ne more samo en filozof, Tomaž Grošovnik, pa je dober zastavil. Ne more samo on to opraviti. On, bi rekel, največ ve. Psihologi, psihiatri se morajo ukvarjati s temi pacienti. In tale mravlje, jaz sem kupil, da bom videl, če zna kaj pametnega povedati. In zna, ker vem, da on se je ukvarja tudi s psihoterapijo, ne samo katera sinapsa se spremeni, če kak tablet vzameš. Tableti so ubijalci bolečine na duši, to so protibolečinske tablete, zdravijo pa čist nič. Psihiatri predpisujejo tablete. Jaz pa pišem knjigo proti psihiatriji, se pravi kritika psihiatrije kot koncepta skozi psihoanalizo. In zato sem šel tale intervju brati, kupim ono, pa trčim na Aleksandro Winkler Drole. Koliko je ta baba pretegnjena? Mislim, Klaudija Miko, kje sem jo našla? Klepet ob kavi. Sem jo sesul do konca. Povedal, da naj gre na tablete, naj gre na pregled, na psihiatrijo. To babo Aleksandro Winkler Drole je treba pozdraviti. In Gorazd V. Mravlje govori o takih pacientih, tako rekoč imajo motnje osebnosti, in so zelo nevarni za sebe in za družbo, ker so influencerji. Govori v svojem intervjuju s podobno novinarko. Včasih si za Vivo delala tale novinarka, ki upravlja z Mravljetom intervju. Ampak Klaudija Miko, vedeževalka je bila tale Drole, so včasih še drugače pisala. Zdaj pa se ukvarja s karmično, kakšno že diagnostiko. To je šizotipska motnja. Skozi je v neki hipomaniji. To je Delova podružnica, ona plus. In zdaj pa jaz čutim moralno dolžnost, da snimam te videe. Ko ne vem, čemu služijo, mojemu egu sigurno ne. Jaz ne rabim zdaj snemati videe, zato da sem boljš počutil. Ampak hudo mi je, da narodu nekdo ne razloži, Tudi vlada se ne znajde v pristopu, nima strategije, taktike, kako bo tem zarotnikom gobce zavezala, kako bo norce osmešila, kako bo influencerjem in influencerkam ala Damjana Bakarič, Marko Potrč Hulk iz Švedske, kako jih bo razkrinkala. Tam Zoran Stevanovič. Mislim, zdaj pa treba zbrati kompetentne ljudi, ki bojo jedro njihove duševnosti razkrinkali. To lahko naredi vlada z nekimi okroglimi mizami, mogoče predsednik Pahor neko strokovno konferenco naredi, kjer bojo kompetentni ljudje iz psihostroke, tudi filozofi, razložili, kaj je to šizotipska motnja. Zdaj ta moja malenkost, ko sem skozi Freuda razložil jedro teorije zarote in spodletelih občutkov, mene se ne pusti zraven samo zato, ker dobim kredibilnost za nazaj, ker sem 2 družinska zakonika, se supa levičar sem. Zdaj, če so o mene uslišali, se mi zdi, da sem pa tukaj ključen, potem se bo nekaterim legebitrovcem in feministkam svet sesul. Dunning-Krugerjev efekt je treba razložiti. Sašo Dolenc naj tistega Šorlija, ki je zbornik izdal s peščico tam nekih intelektualcev ali pa kvazi intelektualcev. Fiziki vejo, kako je Šorli meglo rezal pa bučke prodajal. Namesto, da bi se aktivirali, pa tvegali tam nek konflikt, ker mene Srečko Šorli vabi na soočenje. Pa jaz ne terapiram v javnosti. Gorazd Pretnar se je pa tam nekaj začel pogovarjati z njim. Pa sta si pa, ko bi rekel, kurce merila, kaj je več nekdo naredil. Tudi tale Pretnar ima ene čudne teorije s pesticidi.
V tem zborniku je Anton Komat, srednješolec. Prav jezen sem, pa Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Pa kaj ste naredili? Nič niste naredili v teh 2 letih. Slovenija je vodilna na področju anticepilstva. Gregor Kos. Za zdravo družbo. Jaz sem ga v Faktorju lupil, kolikor se da, pa sem bil vljuden. Ta človek je obseden, FDV-jevc, magister tam neke politologije. Ta se spoznam tehnologijo 5, na čisto vse, na zdravo hrano, na zdravo družbo, na škodljivost cepljenja, češ, da je avtizem stranski proizvod cepljenja otrok, izdaja, ne vem, kje bo te, sponzorji. To jaz dobim zanč pri zobozdravniki v čakalnici. Sem rekel, zobozdravnici, a veste, koliko so tole pretegnjeni ljudje? Takele neumnosti, ozaveščeni, pa tehnologija 5G, gensko spremenjena hrana, cepljenje škoduje, mi imamo pa korona krizo in smo vodilni na svetu po gluposti. V rangu neke Srbije. Po gluposti, vodilni v Evropi in v svetu, da ne verjamem v cepiva. Ko not padem, postanem jezen, Zdaj pa, ne bi bil rad žaljiv. Sam treba se je prepričljivo in udarno zoperstaviti. Ne takole, da jaz videa snemam, pa ne za dušo, zato, ker to moram. 2 meseca se mi ni dal. Pa sem pa rekel, bom, zato, ker je ta Saša Petek rekla, da mu bo tožila, Ja, kmetska bunka, dej se streznite prvo, 5 na pregled v psihiatriji, 5 na tablete, 5 se pogovarjati. Ker treba je biti prepričljiv, ko se je treba soočiti s temi militantnimi pristopi influencerjev Damjana Bakarič, Anica Bidar, Srečko Šorli in temi verskimi guruji pa verskimi sektami, ovcami. Vlada, ne znajdete se. Pahor, ne se več gledati ogledalo. Sazu, ne se med špegu sam zagledati noter. Dajte nekaj od sebe. Dosti. Amen.